Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ekipa UKOM-a, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, državljanke in državljani, lepo pozdravljeni na redni COVID-19 novinarski konferenci. Teden začenjamo s pregledom epidemioloških podatkov, ki so danes izrazito netipični. Izkušnje preteklih mesecev kažejo, da je čez vikend navadno opravljenih manj testov, tudi včeraj je bilo tako, saj je bilo opravljenih le 909 testov, potrjenih je bilo le 39 primerov pozitivnih okužb. Okužbe tako, kot že več tednov doslej, ostajajo razpršene po vsej državi. Epidemiološka poizvedovanja sicer še potekajo, a kažejo, da se virus še naprej najbolj širi v domovih za starejše občane, v bolnišnicah, šolah, tudi v delovnih organizacijah. Glede na to, da se število prehladnih obolenj, tako kot vsako leto ob tem času že povečuje, bodo podatki, ki jih bomo imeli v naslednjih dneh, ključni za podajanje ugotovitev glede vzorcev širjenja virusa v Sloveniji. Nove primere okužb med zaposlenimi imamo v UKC Ljubljana in UKC Maribor, tudi v bolnišnici v Slovenj Gradcu. V Pegazovem domu Rogaška Slatina so čez vikend zabeležili 3 nove okužbe, skupno število okužb je 25 stanovalcev in 6 zaposlenih. V domu Danice Vogrinc Maribor imajo okuženih 42 stanovalcev in 23 zaposlenih. V centru za usposabljanje v Črni je okuženih 43 uporabnikov in 15 zaposlenih. V Koroškem domu starostnikov pa je stanje nespremenjeno, okuženih ostaja 7 stanovalcev, od tega so 3 v bolnišnici in 4 zaposleni. Se je pa pojavilo več okužb pri novih izvajalcih, kar zagotovo ni spodbudno. V domu za starejše občane Šiška so zaznali okužbo pri eni stanovalki, eni zaposleni in eni študentki, okužbe pa med seboj niso povezane. Preventivno so zato naredili 83 brisov stanovalcev in 37 zaposlenih in vsi testi so zaenkrat negativni. Okužbo so potrdili tudi v domu starejših občanov Ptuj, enota Muretinci in v Senekuri v Radencih, kjer je bila 7 zaposlenim preventivno odrejena tudi karantena. 2 okužbi zaposlenih so potrdili tudi v domu počitka v Mengšu. Današnjo novinarsko konferenco posvečamo 2 odločitvama, ki ju je čez vikend sprejela vlada. Obe sta izkaz zavezanosti vlade k preprečevanju nastanka okoliščin, kot smo jih imeli spomladi. Do zaprtja države oziroma lockdowna tokrat ne sme priti. Odločitvi vlade sta tudi rezultat dogovorjenega skupnega evropskega pristopa, ki temelji na zmanjšanju števila odrejenih karanten in večanju števila testov, a ne na škodo učinkovitosti zamejevanja širjenja virusa. V soboto 26. septembra je vlada sprejela odlok, ki določa spremembe glede odrejanja karanten. Odrejanje karantene ob vstopu v državo ne bo več potrebno, če bo imela oseba opravljen test na COVID-19 in bo ta negativen. Odločitev vlade bo imela lahko pozitivne posledice tudi za delo Ministrstva za zdravje, ki je bilo v preteklih tednih in mesecih močno obremenjeno zaradi izdajanja številnih karantenskih odločb, tako na meji, kot tudi tistih, ki so bile posledica rezultatov epidemioloških poizvedovanj Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri okuženih in pri njihovih stikih. Včeraj, se pravi v nedeljo, 27. septembra, pa je vlada sprejela tudi sklep, s katerim je dopolnila seznam zelenih, oranžnih in rdečih držav. Te spremembe stopajo v veljavo z jutrišnjim dnem. Za več pojasnil v zvezi s tem pa je danes z nami minister za notranje zadeve, gospod Aleš Hojs. Minister, beseda je vaša. Izvolite. Hvala lepa, gospod Kacin, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lep pozdrav, seveda tudi v imenu Ministrstva za notranje zadeve. Najprej ne rečem, da smo seveda pri pripravi novega odloka, kot tudi sklepa, poskušali slediti priporočilom Evropske komisije. Torej, v začetku meseca septembra je Evropska komisija izdala tako imenovana priporočila z nazivom, z naslovom Reopen, kjer je nekako definirala priporočila članicam Evropske unije, kako in na kakšen način naj bi ponovno odpirali ali pa pod narekovaji zapirali meje. Torej želja Evropske komisije je bila,
da se nekako na nek način ne ponovi pristop iz meseca marca in aprila letošnjega leta, ko smo države vsaka po svoje, če rečem temu bolj po domače, nekako ukrepale oziroma vsaka država po svoje zapirala oziroma dovoljevala tranzite, prevoze ali pa zgolj vstope v državo. Torej, to priporočilo je nekako zasnovano na 3 ključnih dejstvih. Prvo je število okuženih, torej, ali pa če začnem drugače. Prvo dejstvo je to, da je Evropska komisija naredila ali pa predlagala seznam 4 barv, torej zelene, oranžne, to je naša bivša rumena, in pa rdeče. Poleg tega pa je Evropska komisija napisala ali pa uvrstila v to priporočilo tudi tako imenovane sive države. Za te sive države se mi v tem trenutku še nismo odločili, gre pa za države, kjer nekako ni dovolj podatkov oziroma ni dovolj izvedenih testov, da bi jih lahko verodostojno uvrstili na katerokoli listo. Zato v tem trenutku Slovenija ostaja pri 3 listah, kot sem rekel, zelena, namesto rumene, oranžna in pa zelena lista, rdeča lista. Torej, drugo dejstvo, poleg teh 4 barv, je precejšnji dvig mejnih vrednosti. Kot veste, Evropska komisija glede na stanje pripravljenosti evropskih držav, tukaj govorim seveda pretežno v smislu pripravljenosti njihovih zdravstvenih sistemov, vseh drugih ukrepov, ki smo se jih naučili ali pa ki smo jih nekako implementirali že v prvem valu, močno dviga mejne vrednosti. Torej, po priporočilu Evropske komisije naj bi te mejne vrednosti bile za zelene države do številke 25, za oranžne države med 25 in 50 in za tiste kritične, torej nad 50. Kot veste, smo mi v preteklosti imeli te številke precej nižje. In pa tretja stvar, ki je nekako implementirana, za katero se mi v tem trenutku tudi nismo odločili, pa je drugi del teh priporočil, kjer govorijo o tem, da je moč upoštevati celo precej bistveno višje številke, torej tudi številke nad 100 oziroma 150. Te številke pa je komisija nekako kolerirala z upravljenim številom oziroma prvič z upravljenim številom testom in z tem povezanim procentom, ki od teh testov izkazujejo pozitivno stanje. Če povem bolj preprosto, ni vseeno, ali upravite zelo veliko število testov in je v teh testov relativno majhen procent okuženih, kar pomeni, da imate lahko tudi v neki incidenci recimo več kot 100 okuženih, pa vendar je ta številka okuženih recimo pod 3% vseh, ki ste jih testirali. To pomeni, da je nekako komisija priporočila, da se upošteva tudi ta verjetnost oziroma statistična verjetnost, ki kaže na to, koliko je pravzaprav od vseh tistih, ki so bili testirani in s tem posledično, koliko je vseh tistih, ki seveda na nekem področju bivajo, dejansko okuženih in koliko ne. Torej, mi smo se odločili v danem primeru za spremembo odloka o izvajanju preprečitve koronavirusov na mejnih prehodih in kontrolnih točkah. Torej, na kratko, v prvem delu kontrolne točke oziroma mejni prehodi, kjer se stvar izvaja, ni spremenjena, torej še vedno imamo določene tako na hrvaški meji, madžarski, avstrijski in italijanski, tiste kontrolne točke, kjer se ta odlok izvaja. Še vedno seveda je potrebno povedati, da se ob vstopu v Slovenijo izkazujejo dokumenti, ki so, tako rečeno, obratno dokazno breme, torej tisti, ki vstopa, mora povedati, katero od izjem uveljavlja in tisti, ki vstopa, mora nekako zagotoviti, da z ustreznimi dokazili to izjemo izkazuje. In pa v nadaljevanju smo združili ali pa nekako poenostavili, znižali število izjem, ki so sedaj opredeljene v točkah od 1 do 14 in so namenjene tako za rdeče kot za oranžne države. Torej, zakaj je razlika? Razlika je zato, ker tako slovenski državljani kot vsi tisti, ki so člani Evropske unije oziroma tukaj stalno prebivališče, lahko od danes naprej vstopajo, vkolikor vstopajo iz držav članic EU oziroma šengenskega območja,
v Slovenijo brez omejitev, vkolikor so izjema, vkolikor pa te izjema, naj še enkrat povem, da je izjem zelo veliko, vkolikor pa ta izjema ni, oziroma niso, pa imajo dve možnosti. Torej možnost, tako kot do sedaj, preiti v karanteno, torej odsedeti ali pa ležati tistih 10 dni karantenskih, ali pa z COVID testom, se pravi z negativnim COVID testom, prestopati mejo, ne da jim je izrečena karantena.